Dragi bratje in sestre, pozdravljeni ob tem posebnem dnevu, ko nas je ta sveta maša zbrala skupaj s posebnim namenom. Se pravi, da bomo tudi med to sveto mašo podelili sakrament bolniškega maziljenja. Kako pomembno je, da vrednotimo, kaj pravzaprav so sakramenti in kako so nam v veliko pomoč v našem vsakdanjem življenju. Dva sakramenta gotovo prejemamo pogosto, sakrament sprave, svete spovedi in sakrament svete Evharistije, pokojilo, ki ga prejmemo pri vsaki daritvi svete maše. In seveda bolniško maziljenje je pa tisti sakrament, ki nam pomaga, da se s posebno Božjo milostjo okrepi naše telo in naša duša, naš duh, zato da smo v trenutkih preizkušnje, tudi v starelosti, pripravljeni, da nam ta Božja pomoč, ta Božja milost, ki izhaja iz tega sakramenta, tudi pomaga. In če smo bili pozorni pri današnji Božji besedi, odkrivamo kar veliko takih stvari, ki, čeprav v prvem berilu iz Mojzesove knjige smo poslušali, kako so bila dana tista navodila o izvoljenem ljudstvu, kako je Bog dajal navodila, kako naj ravnajo, kako naj bojo pošteni, kako naj bodo dobri, odprti, kako naj bodo Božje ljudstvo in kako se Bog Oče veseli nad tem narodom, zato ker ga spoštuje in ker ga sprejema mesece za svojega, da ga ima kot edinega in najvišjega. In potem seveda pa poslušamo, kar smo danes v odlomku iz Evangelija poslušali, kako so se tisti farizeji, tisti pismouki, ki so preučevali sveto pismo, ki so dobro poznali zakonodajo, njihovo zakonodajo iz prakse, to je Tora, kot jo oni sami rečejo, kjer je opisano vse tisto, kar mora človek vsaki izpolnjevati do potankosti. Kako naj se očisti, kako naj se umije, kdaj postane nečist, koliko korakov lahko prehodi na sobotni dan, kaj sme in ne sme založiti, katera hrana je prepovedana in seveda še veliko drugih predpisov. Spomnimo se, kolikokrat je Jezus tudi opozarjal, da se vsi ti farizeji in pismouki dostikrat hinavsko obnašajo tudi danes in veliko očita, ker seveda vse tisto, kar oni učijo, predpisujejo, sami tega ne izpolnjujejo. Tu pa gre Jezus srčiko tega dejanja in seveda obrekovanja, ki so mu jih povzročali tih pismouki in farizeji in učenjaki, tisti, ki bi lahko rekli, so vodili judovski narod. In on, Jezus, opozarja, ko so očitali na učenci, se ne umijejo rok obredno, se ne umijejo rok pred začetkom kakšnega obeda, da je dejansko vse tisto, kar človek vnaša od zunaj, dejansko ne poškoduje človeka samega, ampak vse tisto, kar pa je hudobno, kar je zlega, prihaja iz notranjosti človeka, prihaja iz srca. Jezus še prav posebno to poudarja, prihaja iz našega srca. Seveda pa se potem vprašamo, kako se je pa sploh tja to naselilo? Kako je prišlo to do našega srca, pa če smo dejansko Božji, če smo dejansko ustvarili nekaj izredno dobrega, kako se potem naseli vsa ta hudobija v naši notranjosti? In seveda tukaj spet moramo začeti brskati pa iskati v našem osebnem odnosu, ki smo si ga skozi leta in leta ustvarjali s Bogom. Ali je Bog resnično za nas na prvem mestu, ali je pa samo nek privesek, na katerega bomo hitro poklicali takrat, ko nam bo hudo, ko nam bo težko, ali pa takrat, ko smo v kakšni preizkušnji. In seveda potem zopet pozabimo na Boga, se ga spomnimo samo ob tistih trenutkih res hude sile, drugače pa ne obstaja.
In tu seveda lahko ponovno pomislimo, kakšno vrednost mu dajemo tudi v našem življenju in kako pomembno je, da gradimo tudi naš vsakdan s tem odnosom, ki mora rasti iz dneva v dan, iz trenutka v trenutek, da se krepi, da se čutimo bolj povezani z njim, da začutimo njegovo bližino in še toliko bolj, da potem to nam odganja tisti obup, ki se v človeku tako hitro naseli, ali pa vsa tista hudobija, ki se začne kopičiti tudi tako iz časa v čas, ker seveda ni prostora za Božje milosti, ni prostora za to, da bi Bog tudi vstopil v naše življenje in nas spreminjal. In to, tako kot sem na začetku povedal, so tisti zakramenti, ki jih mi sami večkrat prejmemo, tisti, ki nam omogočajo odpravljati ali pa razkladiti to hudobijo, ki se lahko naseli v naši notranjosti. Tako je prav gotovo tudi mnogim, ki so preizkušeni v bolezni, drugim, ki so v jeseni svojega življenja, toliko bolj občutljivi na vse tisto, to Božjo pomoč, ki lahko prihaja do nas. Takrat šele zavedamo, ko gledamo nazaj, koliko je takih stvari, ki smo jih morda v življenju opustili ali pa jih nismo naredili, pa smo bili še pri moči, da bi jih naredili. Mnogokrat pa sedaj potem, ko odraščamo, ko postajamo starejši, pa vidimo, da jih ne zmoremo več narediti. In takrat seveda se začnemo tudi ukvarjati s tistim vprašanjem, kolikokrat smo pa dejansko opustili priložnosti, ki nam jih je Bog ponujal, pa jih nismo uresničili. Po drugi strani pa se Bogu zahvalimo tudi za vse tisto, kar nam je pa uspelo narediti in kar je bilo zelo dobro. Tako je sestavljeno naše življenje. Iz tistih dobrih stvari, ki jih lahko uresničimo v svojem življenju, velikokrat pa nosimo tudi za sabo tisto veliko breme z vsemi tistimi neuspehi in slabimi izkušnjami, ki smo jih doživeli. Prav posebno pa je za nas pomembno to, da pravi Jezus, da tisti, ki ima čisto srce, potem je zmožen narediti še nekaj več. In tako je prav gotovo tisto naše prvo prizadevanje, da odženemo vse tisto hudobijo, ki se lahko še drži našega srca, ki prihaja iz naše notranjosti in povzroča veliko hudega. Ne samo nam, ker mi sami si ne povzročamo hudega, ampak povzročamo hudo drugim ljudem, našemu bližnjemu, tistemu, s katerim se ne razumem. Tisti, ki me noče, ali pa tistega, ki sovražim, ali pa ki ga ne sprejemam, ker je morda bolj uspešen, ker je morda bolj iznajdljiv, ali pa ker smo zavistni in seveda ga nočemo imeti blizu, ker je nekako naš konkurent in nas v določenih stvareh prekaša, kar pa seveda nam tudi ni všeč. In ravno takrat, ko začnemo sprejemati tudi preko teh zakramentov, preko naše osebne molitve in skupne molitve, takrat vstopa Bog v naše življenje in začne prečiščevati to naše srce, našo notranjost. In takrat se začnejo odpirati nova obzorja. Odkrivam, da so stvari veliko bolj jasne, kot sem si jih pa prej predstavljal, in seveda tudi, da ne izgubim potrpljenja tudi takrat, ko so stvari, ki jih ne morem sprejeti. In ena od tistih je prav gotovo tudi naša nezmožnost, da bi skrbeli sami zase, da bi lahko pravili vse tisto, kar smo nekoč lahko pravili, in seveda, kar je še veliko več, da se nismo več tako učinkoviti, kot smo bili nekoč. To nas morda še najbolj boli, da ne uspemo narediti to, kar si zastavimo ali pa kar smo nekoč že lahko delali. Kaj pa seveda potem ostane od vsega tega? Ena in najvažnejša moč in seveda tudi sila
ki bi jo lahko vsak človek, ki fizično ne more kaj veliko narediti, je moč molitve. Če bi se zavedali, kako pomembno je imeti ali pa biti človek molitve, bi prav gotovo več časa posvetili temu. Kolikokrat se je po družinah veliko molilo vsak večer. Upam, da se povsod še to ni izgubilo. Ampak vemo, da se iz dneva v dan, danes, v današnjem času, vedno manj moli. Molitev ni več tisto, kar bi pomenila naša povezanost z Bogom, ampak predvsem nekaj odveč. Mnogi pravijo, da je to neko blebetanje, da je to nesmiselno. Pa dejansko takrat, ko se zavedamo moči molitve, ko se zavedamo, da lahko s to molitvijo vključujemo Boga v naše življenje, Jezus sam je rekel, kjer sta 2 ali 3 zbrani v mojem imenu, takrat sem jaz z njimi. Da se zavedamo te Božje prisotnosti, pomeni še toliko več, ker vemo in zaupamo, da nismo sami. On je poleg nas, on je skupaj z nami. On je tisti, ki nas podpira v trenutku preizkušnja, v trenutku naše nemoči, v trenutku veselja in navdušenja. Takrat začutimo, da je dejansko to tisto, kar je za nas najbolj pomembno, da se počutimo sprejeti od Boga, da nas ima on rad in da nam daje vse tisto, kar je potrebno, da mi dejansko najbolje živimo to naše življenje, ki nam je izročeno, podarjeno kot dar. Vse te misli, ki prihajajo na današnjo Božjo besedo in na to sveto mašo, v kateri se še prav posebno spominjamo naše starejše župljane, vse tiste, ki jih tare bolezen, vse tiste, ki morda danes še niso prišli in so povezani v duhu z nami, je prav gotovo trenutek, ko lahko izročamo Bogu tudi to našo molitev, vso to našo skrb in mu rečemo, hvala ti za vse to, kar smo prejeli od tebe. Prosimo te pa hkrati tudi za tvojo milost in moč, da bi ustrajali naprej do konca. To je tisto, kar nas gleda Božje. To je tisto, kar nas še prav posebno odlikuje kot Božje otroke, kot tiste, ki smo ljubljeni od našega nebeškega očeta in kot tiste, za katere je on tudi žrtvoval svojega sina, da bi nas odrešil, da bi nam ponovno, kot tisti prvotni načrt, odpre rajska vrata, da bi v njem prebivali in se veselili z njim. To so čudovite misli, ki jih velja imeti pred seboj, da bi tudi pri tej molitvi in naši osebni, skupni, družinski molitvi imeli pred seboj to, da je Bog tisti, ki vodi naše življenje in ki nas usmerja in da se mu popolnoma prepustimo. On je tisti, ki nas blagoslavlja, on je tisti, ki nam daje moč. Amen. Sedaj bomo izpovedali vero, takoj po veri pa bova z gospodom župnikom molila krivniško maziljenje. Bomo šle dol po klopeh, da molite se v vrsto, pa po vrstah boste dvignili roko, tako da vemo, kdo bi želel prijeti zakrament bolniškega maziljenja.